Bog si želi me nadvse. Ljubi res silno me, sem kot drevo, ki pod močjo milosti se upogiba. Nenadoma na vse stiske pozabim, ob vsem siju tvoje slave. In zavedam se, da ti si čudovit in kako neizmerno me ljubiš. Bog ljubi nas močno, res nas ljubi, ljubi nas močno. Bog si želi me nadvse. Ljubi res silno me, sem kot drevo, ki pod močjo milosti se upogiba. Nenadoma na vse stiske pozabim, ob vsem siju tvoje slave. In zavedam se, da ti si čudovit in kako neizmerno me ljubiš. Bog ljubi nas močno, res nas ljubi, ljubi nas močno. Bog
Zadnjič smo govorili o tem, da je Jezus isti včeraj, danes in ostane isti na veke. Jezus se nikoli ni spremenil in svojo moč razodeva še danes. Skozi to resnico se po Jezusu v našem življenju uresničujejo izjemne obljube. Jezus nas še danes ljubi, nam daje večno življenje, je vedno z nami, nas osvobaja, nas ozdravlja, nam vselej pomaga, nam daje moč in zmago, nam daje mir, je zvest do nas in je naš cilj v večnosti. Vsi ti čudoviti blagoslovi so nam po Jezusu še danes na voljo. To je zagotovo v Božjem načrtu za tvoje in moje življenje. Toda na drugi strani pa Jezus tudi nekaj pričakuje od nas. Danes bi rad govoril o drugi strani kovanca evangelija. Ena stran evangelija nam pravi, da nas Bog neizmerno ljubi in ima za nas pripravljene neverjetne blagoslove. Druga stran kovanca evangelija pa nas kliče k spremembi in drugačnemu življenju, ki Jezusa postavi na prvo mesto. Ta druga stran se danes, žal, premalo poudarja. Za uspešno krščansko življenje pa potrebujemo celovit evangelij, celo sliko Božjega namena za človeka. Mnogi kristjani bi danes radi samo nekaj dobrega prejeli od Jezusa. Iščejo njegovo pomoč v času stiske, ozdravitev v času bolezni in različne druge blagoslove. Zdi se, da ljudje pri Jezusu iščejo le zadovoljitev svojih potreb. Njihov odnos do Jezusa je na ta način zelo enostranski, kajti radi bi le nekaj prejeli. Ampak Jezus si želi, da bi z njim imeli tesen odnos, v katerem poslušamo njegov glas. On nas na mnogih mestih kliče, naj živimo zanj in mu služimo. Pravi nam, naj se zaradi njega odpovemo temu svetu in samemu sebi. V Luki 9:23 do 25 beremo Jezusove besede. Vsem pa je govoril, če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil. Kaj namreč pomaga človeku, če si ves svet pridobi, sebe pa pogubi ali zapravi? Današnje mišljenje tega sveta je naj počneš tisto, kar te najbolj osrečuje. Težnja te filozofije je, da se človek lahko sam izpolni in sam v sebi najde smisel. Ta miselnost nas spodbuja k temu, naj v življenju iščemo stvari, ki nas najbolj osrečujejo. Potem takem ni važno, kaj delaš in komur služiš, pomembno je le, da si ti zadovoljen, izpolnjen in vesel. Toda to ni Jezusova miselnost. To ni Jezusovo učenje. Jezus pravi, da tisti, ki izgubi svoje življenje zaradi njega, ga bo potem v njem našel in se rešil. Torej, če želimo živeti s Kristusom, moramo umreti sebi. Ali z drugimi besedami, življenje z Jezusom je umiranje sebi. Ljudje smo po naravi zelo sebični. Zaradi vpliva greha in naše grešne narave smo pogosto pripravljeni druge ignorirati, da bi mi imeli korist. Vsak ponavadi najbolj gleda in najprej gleda za svoje interese ter potrebe. Živimo, kot če bi poslušali tista varnostna navodila, preden vzleti letalo. Tam pravijo, naj najprej poskrbiš za sebe in si vstaviš masko s kisikom na obraz ter oblečeš rešilni jopič. Šele takrat se naj ozreš na drugega in mu poskušaš pomagati. Važno nam je, da nam gre dobro, da imamo mi vsega v obilju, da smo mi uspešni, srečni
in zadovoljni v življenju. Pomembni so nam dosežki, kot so izobrazba, poklic, gradnja ali nakup hiše, lep avto, uspešni otroci, udobna upokojitev in tako naprej. Veliko ljudi v življenju sploh ne vidi kaj več od tega. Mislijo si, da morajo najprej to doseči in šele potem bo čas mogoče za kaj drugega. Samo po sebi ni nič narobe s temi stvarmi. Toda če te materialne stvari in dosežki tega sveta prevzamejo Jezusovo mesto v našem srcu, potem pa je to za nas lahko velik duhovni problem. S tem mišljenjem lahko zgrešimo bistvo, zakaj smo tu na svetu. Zgrešimo lahko Božji namen za naše življenje. Veste, Bog ima za vsakega izmed nas poseben namen. On ima za tebe in mene pripravljeni najboljši načrt in najboljšo pot, ker ti preprosto kot dober nebeški oče želi najboljše. Ko se spreobrnemo in predamo svoje življenje Jezusu, takrat bi naj začeli živeti v Božjem namenu in iskali njegovo voljo. Ko je Jezus povedal v tej vrsti, naj vsak dan vzamemo svoj križ, je s tem mislil na aktivno dejanje odpovedanja slabim stvarem tega sveta in odpiranja za Božje stvari. Jezus nas je s tem poklical, naj sprejmemo njegovo miselnost in njegov pogled na ta svet, ki pravi, naj druge ljubimo kakor sebe in ki pravi, naj ljubimo Boga z vsem bitjem, z vso dušo, z vsem, kar smo. In to naj počnemo prav vsak dan. Vsak dan pomeni, da se za to ne odločiš kar tako polovičarsko, samo enkrat v svojem življenju in potem čez nekaj časa povsem opustiš to odločitev ter nadaljuješ s svojo lastno potjo. Vsak dan pomeni dobesedno vsakodnevno odločitev za Jezusa. To je vsakodnevna odločitev, da bom njega postavil na prvo mesto v mojem srcu. To je vsakodnevna odločitev, da ne bom več živel samo zase, ampak bom na prvem mestu iskal, kaj pravi Jezus, kaj je njegova volja in živel za njega. V 2. Korinčanom 5:15 pa beremo: Za vse pa je umrl zato, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več zase, ampak za tistega, ki je umrl in bil obojen. Umreti sebi pomeni potem resnično zaživeti s Kristusom. Vsakdo, ki želi večno živeti, biti obojen od duhovne smrti, se mora primerno odzvati na Kristusovo smrt. Ta odgovor je več kot le intelektualen odziv v naših mislih. Ta odgovor spremeni naše celo življenje, naš naše obnašanje, naš vsak dan. Tako več ne živimo samo zase, ampak za Jezusa, ki je umrl za nas. To pomeni, da več ne živimo, da bi ugajali sebi, ampak živimo, da bi ugajali Kristusu, da bi izpolnjevali njegovo voljo in uresničevali njegov namen za nas. Zato življenje za Jezusa posledično povzroča umiranje sebi. Vse, kar delamo, potem delamo za Jezusa. Postanemo njegovi služabniki in mu začnemo aktivno služiti. Jezus je prišel, da bi služil vsem ljudem. Zdaj pa kliče nas, naj mi v njegovem imenu služimo cerkvi in drugim ljudem izven cerkve, ker smo tukaj na zemlji njegove roke in noge. Če smo Jezusovi služabniki, bomo tudi aktivno poslušali njegov glas in iskali njegovo voljo za naše življenje. Bog nam še danes govori po svetem pismu, ki je zanesljiva Božja beseda. Govori nam tudi v času molitve, ko si vzamemo čas, da bi slišali
njegov glas. Kot Jezusovi služabniki se bomo pripravljeni tudi žrtvovati za nebeško kraljestvo. Na vse moči si bomo prizadevali, da bi se Božje kraljestvo širilo. Naše srce bo gorelo za izgubljene in hrepeneli bomo po tem, da bi se še mnogi odrešili. Tako življenje in tako služenje Jezusu pa ni enostavno za nas, ker nas naša stara narava vleče nazaj, vstran od tega, kar ima Bog pripravljeno za nas. Življenje za Jezusa je žrtev, ker ne živim več za sebe, ampak za mojega Gospoda. Toda Jezus pričakuje, da se bomo odpovedali določenim stvarem zato, da bi se on lahko proslavil v naših življenjih. Torej, zakaj naj bi živeli za Jezusa? Zaradi hvaležnosti do Božje ljubezni. Zato, ker nas je on prvi ljubil in dal vse za nas. Zato, ker mu dobesedno dolgujemo svoje življenje. Brez njega bi bili obsojeni na večno pogubljenje in smrt. Resnica in vera v Jezusovo smrt in vstajenje v našem srcu prinese pravo radost in veliko hvaležnost. Če razumemo, da je Jezus umrl za vsakega izmed nas, čeprav si mi tega niti malo nismo zaslužili, preprosto ne moremo ostati nehvaležni Bogu. Zaradi te globoke hvaležnosti smo se potem pripravljeni tudi sami odzvati Jezusovemu klicu, naj hodimo za njim in mu služimo. V Rimljanom 14:7-8 beremo: Kajti nobeden med nami ne živi zase in nobeden ne umira zase. Če namreč živimo za Gospoda, in če umiramo za Gospoda. Naj torej živimo ali umiramo, smo Gospodovi. Je umreti samemu sebi, torej slabo za nas, ali pa je lahko to najboljši namen Boga za naše življenje? Današnja miselnost ljudi pravi, naj vedno ostanemo zvesti sebi in naj nikoli ne zatajimo svoje cilje in svoje želje. Naša družba nam narekuje, da smo lahko sebični in osredotočeni nase, ker to resnično potrebujemo in smo si to zaslužili. Po takem bi potem umreti sebi lahko pomenilo nekaj precej negativnega za nas. Toda to ponovno ni Božja miselnost in Božji pogled na naše življenje. Božja beseda nam pravi, da smo ustvarjeni za več kot le za življenje zase. Bog je za vsakega izmed nas pripravil najboljšo pot, najboljši način življenja. Za vsakega je pripravil velik potencial v življenju, ki ga lahko dosežemo le, če bomo Jezusa postavili na prvo mesto. To pa zato, ker je Božji maksimum za tvoje življenje nekaj povsem drugega, kaj nam sporoča današnja družba in grešen svet. Naj bi bil vrhunec življenja po njihovem. Če bomo živeli v Božjem namenu, če bomo hodili po Božji poti za naše življenje, zagotovo ne bomo nesrečni in razočarani. Prepričan sem, da bomo takrat najbolj izpolnjeni in veseli, kajti dosegli smo tisto, za kar nas je Gospod ustvaril. Zato kristjani ne rabimo biti nesrečni, ker bi bili omejeni. Mogoče se nam zdi, da če bi se tega vsega tako držali, bi bili prikrajšani za določene stvari in užitke. Toda zaradi tega ne zamujemo nekaj koristnega. Prav nasprotno, zaradi tega smo lahko deležni neverjetnih Božjih blagoslovov. Po drugi strani pa nas Gospod tudi želi zaščititi pred uničujočim vplivom greha. V Mateju 6:31-33 beremo Jezusove besede. Ne skrbite torej in ne govorite, kaj bomo jedli ali kaj bomo
oblekli, pili, po vsem tem sprašujejo pogani. Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Jezus nam je s tem povedal, da naj se v življenju ne osredotočamo le nase in na zadovoljitev lastnih potreb. Naj ves čas ne delamo samo zato, da bi dobro jedli, pili, se lepo oblačili ter potovali na prijetne počitnice. Vse to delajo ljudje brez Boga. Njim je edini fokus, edini cilj v življenju, da bi dosegli te materialne stvari in si na podobne načine pričarali zadovoljstvo. Jezus pa nam pravi nekaj povsem drugega. Naš nebeški Oče že ve, da vse to potrebujemo. Haleluja! Ste opazili, kako dober je naš nebeški Oče? Ne gre se za to, da bi nam Bog želel neko pomanjkanje ali nekaj slabega. Ne, naš nebeški Oče dobro ve, kaj mi potrebujemo in nam bo te stvari tudi podaril. Toda Jezus pravi, naj najprej ali na prvem mestu iščemo Božje kraljestvo in njegovo pravičnost. To naj bo naš fokus ali glavni cilj v življenju. Iskati stvari Božjega kraljestva in si prizadevati, da bi se pravičnost evangelija širila med ljudmi. V 2. Korinčanom 4. poglavju od 16. do 18. vrste beremo. Zato ne omagujemo, nasprotno, čeprav naš zunanji človek razpada, se naš notranji iz dneva v dan obnavlja. Naša trenutna lahka stiska nam namreč pripravlja čez vso mero težko, večno bogastvo slave, ker se ne oziramo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi. Kar se namreč vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, je večno. Naš fokus naj ne bo na to, kar je začasno, ampak bodimo osredotočeni na stvari nebeškega kraljestva. Zato se trudimo za večne stvari, ki bodo imele večni pomen in ne bodo nikoli minile. Vse, kar imamo tukaj na zemlji, bo prej kot slej minilo in razpadlo. Vse bomo pustili tu in nič ne bomo vzeli s sabo. Bog pa nas kliče, prav zdaj naj vlagamo v večne stvari, ki nam bodo na blagoslov in radost vso večnost v nebesih. V Kološanom 3, 1-5 beremo. Če ste torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji, kajti umrli ste in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Ko se bo prikazal Kristus, vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi. Zato umrtvite v sebi to, kar teži k zemlji, nečistovanje, nečistost, strastnost, hudobno poželenje in slo po čim večjem imetju, ki je toliko kot malikovanje. Jezusova smrt in vstajenje nam ne odpira samo poti v nebesa, ampak želi spremeniti tudi način, kako živimo tukaj na zemlji. Več ne smemo dovoliti našim sebičnim željam, da narekujejo našemu srcu in vodijo naše življenje. Ne smemo dovoliti grehu, da vlada v našem srcu. Umreti sebi pomeni tudi umrtvičiti naša sebična hrepenenja in namene ter se podati na pot vere v Jezusa. Pavel piše, umrtvite v sebi to, kar teži k zemlji. To je naše dejanje in odgovornost. Mi naj umrtvimo v sebi te stvari, ki težijo k zemlji ali kar nas vleče k tej zemlji. Z drugimi besedami, naj umrtvimo to, kar nas je zagrabilo in nas drži nazaj, da ne moremo naprej za Jezusom. Predstavljajte si, da so te stvari kot ogromne uteži, ki so privezane na nas
Zaradi tega se ne moremo dvigniti proti Bogu, ker nas nekaj drži nazaj. Zaradi teh stvari tudi ne moremo izpolniti svojega namena, ki ga ima Bog za nas. Ne moremo iti naprej proti stvarem, ki jih ima Jezus pripravljene kot najboljši in največji potencial našega življenja. V Rimljanom 8:13 pa beremo: Če namreč živite po mesu, boste umrli, če pa z duhom morite dela telesa, boste živeli. Znova vidimo, da je to naše aktivno delo in naloga. Toda v tem nismo sami. Sveti Duh nam želi pri tem pomagati. Hvala Bogu. S Svetim Duhom naj morimo dela telesa ali grešna dela mesa. Sveti Duh nam bo prišel na pomoč, da bi se znebili lahko vezi greha in živeli za Jezusa. To je potem smrt staremu človeku in smrt grehu. Kajti prejeli smo novo življenje po Jezusu. Mi smo novo stvarjenje po Božji milosti. Vse staro je minilo, nastalo je nekaj novega, pravi Božja beseda. To je celovito sporočilo evangelija, ki danes ni najbolj popularno. Danes je lažje poslušati, kako je Bog samo ljubezen in on ljubi vse ljudi, take kot so. Toda to ni cel evangelij. Bog nas ljubi tako zelo, da ima za nas nekaj veliko boljšega kot grešno stanje, v katerem smo bili prej. Jezus je prišel, da bi nam pokazal obe strani kovanca evangelija. Tako zelo nas je ljubil, da je umrl za nas in nas želi čudovito blagosloviti. Toda na drugi strani pa nas kliče k spremembi, ki nas bo vodila do poslušnosti in služenju. Verjamem, da se prav v tem skriva največji blagoslov in radost v Božjem namenu za naše življenje. V molitvi pridimo pred Boga, vzamemo si nekaj trenutkov za razmislek o tej drugi strani kovanca evangelija. Jezus nas ljubi tako zelo, da nam je pripravil boljšo pot, boljše življenje, brez vezi greha, brez sebičnosti. To je najboljše življenje. To je življenje z Jezusom in za Jezusa. Zaradi tega pa Gospod želi, da umiramo sebi in njega postavimo na prvo mesto v našem srcu. Naj nam Bog tako pomaga, da bi bili goreči kristjani, ki vneto ljubijo Jezusa in popolnoma živijo zanj. Združimo se tako v molitvi. Hvala ti, Jezus, da nas ti v tvojem čudovitem načrtu ljubiš in resnično želiš najboljše za nas. Hvala ti, Gospod, da si ti pripravil boljšo pot, najboljši potencial v našem življenju lahko dosežemo v tebi. In Gospod Jezus, pomagaj nam razumeti tvojo voljo. Gospod, da razumemo, kaj ti želiš od nas. Da ne poslušamo le tega sveta, naše družbe, medijev, tega, kar nam servira ta svet, ampak da resnično po tvoji besedi začnemo razumeti, kaj je tvoj namen, kaj si ti želiš za nas, Gospod. Resnično, Bog, jaz želim blagosloviti svoje brate in sestre, vse, ki nas poslušajo in gledajo. Gospod, pomagaj nam, da bi bili tebi poslušni, da bi izpolnili ta namen, ki ga imaš ti za nas, da bi resnično bili zadovoljni v življenju, ki nam ga ti daješ. Kajti to je čudovito življenje. Življenje, ko nas nekaj več ne drži nazaj, ko smo svobodni v tebi, Jezus, ko gremo naprej proti tvojim ciljem, proti stvarem, ki imaš ti za nas pripravljene. In Gospod, pomagaj nam vlagati v večne stvari, v stvari, ki ne bodo nikoli minile. Gospod, daj, da smo pripravljeni pustiti stvari tega sveta in se osredotočiti na te, da bi resnično zaživeli tudi na tej drugi strani kovanca evangelija, da bi potem celoten evangelij v nas lahko prikazal Božjo moč, Jezusovo milost in ljubezen do vseh ljudi. Hvala ti, Gospod, da nas ljubiš tako zelo, da nočeš, da ostanemo enaki
in imaš nekaj več, bistveno več, veliko boljše pripravljeno za nas. Tako te prosim, da nam v tem pomagaš, da bi to živeli, doživeli in tebi tako služili. Molimo v imenu Jezus. Amen. Želim vam še naprej lepo nedeljo, lep teden, naj vas Gospod blagoslovi in v tem tednu, ki je pred nami, resnično iščimo to drugo stran kovanca evangelija. Živimo v tem, kaj ima Jezus pripravljeno za nas. Iščimo njegovo voljo in bodimo poslušni njegovemu glasu.